Flash. Joj, ne, spet. Zmagala. Pa kako imaš, pa spet si imela srečo, no. Tej no, Bobe. Najstarejši zapis o fenomenu igralništva je v Rig Vedi, eni od hindujskih svetih knjig iz obdobja 4000 let pred našim štetjem. S prihodom barbarskih ljudstev in propadom zahodnorimskega cesarstva so bile igre na srečo v Evropi omejene. Šele v srednjem veku se je kockanje ponovno uveljavilo v obliki kvartopirstva. Prva novodobna igralnica je bila ustanovljena v Benetkah leta 1626. V zdraviliškem kraju Spa v Belgiji so nadgradili beneški model javne igralnice v tematskem, organizacijskem in davčnem smislu. Francoska revolucija je igralnice zaprla, Napoleon pa je na začetku 19. stoletja začrtal igralniško zakonodajo Evrope. Igralnice so pričele kazati prestiž v bogatih zgradbah. V obdobju do druge svetovne vojne so bila v Evropi tako obdobja prepovedi kot tolerance javnega igralništva. Nato je leta 1931 prišel Las Vegas ter postal fenomen igralniškega vesolja. Kaj bi mi lahko povedali o zgodovini samega poklica organizatorja poslovanja v turizmu in gostinstvu? Težko bi govorili o nekem zgodovinskem razvoju poklica organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu, prav gotovo pa o pomembnem višješolskem strokovnem izobraževanju na področju gostinstva in turizma. Zakaj pravim ne o zgodovinskem razvoju? Prav zato, ker je bila prva višja strokovna šola za gostinstvo in turizem ustanovljena pred 15 leti. To je bila naša šola, višja strokovna šola za gostinstvo in turizem na Bledu. No in takrat, pred 15 leti, so dijaki srednjih šol, ki so zaključili srednje šole, imeli prvič v Sloveniji možnost, da nadaljujejo šolanje na višješolskem strokovnem izobraževanju za področje gostinstva ali turizma. Kakor vem, ste vi začeli kot natakar. Kako vas je pot potem privedla do organizatorja poslovanja v turizmu in gostinstvu? Ja, tako kot vsak gostinski delavec sem začel kot v bistvu vajenec, potem naprej sem se kvalificiral do natakarja, vodja strežbe, vodja restauracije, potem F&B menedžer. Potem me je pač študijska pot zanesla do Bleda, kjer sem se izobraževal in postal organizator poslovanja v gostinstvu. Kako pa izgleda vaš povprečen delovni dan, recimo v višji sezoni? Začenjam med 7 in 8 uro zjutraj, se pravi, najprej pridem na delovno mesto, pregledam, kaj me tekoč delovni dan čaka, kakšne so rezervacije, obiščem vse oddelke, se pravi kuhno, slaščičarno, kavarno, restauracijo, pogledam, če vse na svojem mestu, prekontroliram, kaj smo finančno realizirali pretekli dan, tako da malo se znanem za številkam, malo pogledam, kaj me čaka danes jutri, zato da se lahko tudi organiziramo za naslednji projekt oziroma delo, kar nas čaka. Zaključujem, bom rekel, tam nekje na 10-11 uro zvečer z delom. Ja, v sezoni kar naporno, no. Moraš biti kar precej tudi fizično in psihično dosti v kondiciji, zato da lahko v bistvu delovni dan na Bledu recimo v top sezoni oddelaš.